udeležbo. Verjetno ste na nek način pričakovali, glede na moje dosedanje izjave v zvezi z zadevo gospoda Fišerja. Danes mineva razbrani 65. dan, če se ne motim, ker imamo na čelu tožilske organizacije osebo, ki je pač koruptivna. Ne. Res je, da so upravni sodniki prepovedali, da o tem govorimo, ne, ampak res je tudi to, da je Vrhovno sodišče razveljavilo v identični stvari zadevo gospodu Zanarju, ne, in pričakovati je, da bo, glede na to, da gre za isti primer, da gre za isto zadevo, enako ravnalo Vrhovno sodišče tudi v tem primeru, pomeni, da bo KPK-ju dovolilo to objavo. Zdaj, tisto, kar je zaskrbljujoče, pa pravzaprav to, ne, da so tisti ljudje, ki so na oblast prišli v tej državi z besedami boja proti korupciji, ničelne stopnje korupcije in tako dalje, ne, mislim na predsednika vlade, ki je o tem na veliko govoril, tudi v programu stranke imajo to napisano, tudi v koalicijski pogodbi imajo to napisano. Mislim na gospoda Klemenčiča, ki, ne vem, vsaj mogoče medijsko velja za prvega borca proti korupciji v tej državi. No in ta dva sta se sprijaznila, da bosta sodelovala s koruptivnim generalnim državnim tožilcem do konca mandata. Niso bili pripravljeni vložiti zakona, mi smo dejansko čakali več kot 10 dni s to zadevo in danes je ta zakon tudi bil vložen. Zdaj, kaj predvideva? Zakon sicer kar zajeten, ne, ampak vsebina ni tako zahtevna. Mi smo dali nove pogoje imenovanja. Nove pogoje imenovanja vseh tožilcev, ne samo generalnega državnega tožilca. Tisto, kar je v zakonodaji že zdavnaj bilo, pa niso nikoli upoštevali. To pa je, da so do 8.4.1990, da kandidati za tožilce do 8.4.1990 niso sodelovali kot tožilci ali sodniki v postopkih, v katerih je sodna instanca, običajno Vrhovno sodišče, ugotovilo kršitve človekovih pravic. To je veljalo tudi v zakonu o sodiščih, vendar tega niso nikoli spoštovali. Nadalje smo dali določilo, da ne more biti za tožilca imenovan nekdo, ki je do 8.4.1990 sodeloval s službo državne varnosti ali bil tam redno zaposlen ali z KOS-om, kontraobveščevalno službo vojske Jugoslavije. Seveda smo določili tudi to, da sta to razlogi za razrešitev. Pri generalnem državnem tožilcu pa smo vnesli določilo, da je pogoj, torej, da je generalnega državnega tožilca možno razrešiti, to je najpomembnejši del zakona, kar zdaj govorim, da je generalnega državnega tožilca možno razrešiti, če je državni organ, sodišče, komisija za preprečevanje korupcije, inšpekcijske službe ali kdorkoli drugi državni organ, ugotovil kršitve zakona ali recimo zlorabo položaja. Torej, čim je nek državni organ to ugotovil, je ta državni organ dolžen v 5 dneh obvestiti tako državno-tožilski svet ministra kot državni zbor in postopki razrešitve generalnega državnega tožilca stečejo avtomatsko. Avtomatsko. Posebno avtomatsko in ni več tisto, da bi si državno-tožilski svet zmišljeval bo ali ne bo, ni več tisto, da bi si minister zmišljeval bo ali ne bo, ampak so ti postopki avtomatični. Kot zadnje, pravzaprav ali pa predzadnje, smo državnemu tožilskemu svetu z zakonom odvzeli tiste pravice edinega predlagatelja razrešitve generalnega državnega tožilca. Zdaj, da ne bo minister seveda rekel, no ja, se to tudi lahko velja samo za naprej, ne, nazaj ne more veljati, ne, da vas upozorim na prehodno in končno določbo, ki pa pravi, da mora minister v roku 2 mesecev po sprejemu tega zakona speljati imenovanje generalnega državnega tožilca po določilih tega zakona. Seveda lahko kandidira tudi sedanji generalni državni tožilec. Toliko na zelo kratko o tem zakonu. Hvala, če ga še vprašanje, kar nekaj. Metka Martija Svenja. Torej, takoj, ko nek državni organ ugotovi nepravilnosti, torej v tem primeru KPK, kaj mislite, da se prav zgodi, recimo, da bi zdaj Upravno sodišče to odločbo? Pravnomočnosti sem rekel. Ne? Se pravi, ko je sklep državnega organa, sodišča ali kogarkoli, ko ni več mogoče nobene pritožbe. Ne?
Pomeni logično, ne, če bi nekdo bil, kaj pa vem, recimo obsojen na prvi stopnji, pa ima potem še vse tiste možnosti, da to ni razlog. Ne. Mora biti dokončna odločitev, ki jo ni mogoče več spodbijati nikjer. Ne. Zdaj, kar se pa tiče, torej, recimo, da bi pač ta zakon bil sprejet in da bi se izpeljal ta nov postopek in da se recimo gospod Fišer prijavil, bi torej v bistvu, če upravno sodišče pač ugotovi, da poročilo KPK ni držalo, bi torej lahko bil imenovan. Rečva takole, ne, če bi v tem trenutku ta zakon veljal, ne, potem postopki njegove razrešitve še ne bi stekli. Iz razloga, ker poročilo KPK ni dokončno, ampak ga je še možno izpodbijati. Ne. Potem ti postopki še niti ne bi tekli. Ne. Če pa se postavimo v situacijo, da bi se on prijavil na eventualni razpis, pa seveda mu ni mogoče kandidirati, glede na to, da je kot sodnik v bivšem sistemu kršil človekove pravice, kar je ugotovilo Vrhovno sodišče. Mislim na ta dva duhovnika. Ne? Ja, cerkev. Ampak, oprostite, a se to ne izključuje? Zdaj, ministru dajete 2 meseca časa, da potem zakon spelje postopek novega imenovanja, obenem pa Fišer tudi po tem zakonu še ne bi mogel biti razrešen, ker postopki še niso pravnomočni. To mora biti prav, ne, da bi lahko prišlo do kolizije, ampak jaz mislim, da pravzaprav ne more priti, ker Vrhovno sodišče, odnosno totale poročilo KPK-ja, po mojem, bo postalo zelo kmalu dokončno in potem. Kaj pa recimo tista odločitev upravnega sodišča, ki je vložil gospod Škrlec, ne, in je v bistvu to pa je že pravnomočno, ne? Da, imate prav, ne. Hvala za pomoč. Ja, sam tam trdim, da Fišer denoter sploh ni omenjen, ne? Vem, to ste vi v bistvu odgovorila na to prvo vprašanje, kar je točno, ne. Namreč državni organ, ne, to je upravno sodišče, je dokončno pravnomočno ugotovilo, da je kršil zakon, ne. Ampak tam noter ne piše, da je bila zloraba položaja v tisti... Tam piše, da je bila zloraba oblasti. Še hujš, ne? V KPK-ju, ne pa v Ne v KPK-ju, v sodišču. Upravnega. V upravnem sodišču piše zloraba oblasti, ne. Namreč kaj se je tam zgodilo, če malo pokramljam, ne bom že rekel. Zdaj Fišer pravi, da tam ni udeleženec v postopku. Seveda ni udeleženec, ker udeleženec je Republika Slovenija, pa Škrlec, ne. Republika Slovenija je pač zastopalo vlada, ministrstvo, potem pravobranilstvo v nadaljevanju, ne. In on res ni, bom rekel, neposredno omenjen in ima prav, ko govori o tem, da ni mogel se pritožiti, da ni udeleženec v postopku. To drži. Vendar, v izreku sodbe zelo jasno piše. Namreč Škrlec je trdil, da je notranje ministrstvo v podobi mene pa Brezgarjeve zlorabilo oblast in njega odstavilo, ne. Sodišče je pa reklo, da je bil odstavljen po črki zakona in da je kvečjemu, kot pravi tisti odstavek, imenovanje, ki sta ga izvedla Zalar in Fišer, možno šteti za zlorabo oblasti. Tako pravi. A ste se že kaj pozanimali pri poslanskih skupinah glede podpore? A ste to samo vložili? Jaz mislim, da ne pričakujem podporo vsaj Nove Slovenije, kar se tiče ostalih, če bi razumno igrali, če bi razumno razsojali, bi zadevo sprejeli, ne. Konec koncev ima koalicija in ima vladajoča stranka možnost tudi kaj amandmirati, kaj če mislijo, da jim kaj ne paše. Naš temeljni in osnovni cilj je na čelu tožilske organizacije imeti nekoga, ki ni koruptiven, ki ni počel to, kar je počel ta. Predlagate redni postopek? Mislim, da je redni postopek šel. Hvala lepa.